Rad bi nekaj razjasnil, ker vem, da ljudje to opazijo. Ja, včasih se sklicujem na svetopisemske odlomke, pa na starodavna besedila ali pa različne filozofije in učenja. Ne zato, ker bi verjel, da resnica obstaja samo tam, ampak zato, ker so za nekatere ljudi takšne reference kot most do razumevanja. Umu ponudijo nekaj znanega, nekaj, česar se lahko oprime. A globlja resnica je ta. Bog ne govori v besedah, božansko ne komunicira skozi jezik tako, kot to počnemo ljudje. Božansko govori skozi energijo, skozi vibracijo, zavest. Mnoga starodavna besedila so v resnici zapisi človeških poskusov, kako višjo zavest prevesti v simbole, prispodobe, metafore in zgodbe. Avtorji so naredili najboljše, kar so lahko, z omejenim jezikom in omejenim zaznavanjem razsežnosti. Zato ima vse plasti, zato se pomen spreminja glede na raven zavesti. Ne živimo v enodimenzionalnem svetu, živimo v večdimenzionalni resničnosti in nobena knjiga, noben učitelj, noben ver ne more razkriti celotne resnice. Ker resnica ni namenjena pomnjenju, resnica je namenjena izkušnji. Bog ni nekaj, kar najdeš zunaj sebe. Povezava z najvišjim prebudi zavest od znotraj. Zato, ko slišiš resnico, ne potrebuješ dokazov. Čutiš jo, zazveni, seže globlje od vsake logike. In zapomniti si je treba še nekaj. Ne rabiš dovoljenja drugega človeka ali zunanjih referenc, da bi vedel, kaj je resnično. Resnica prepozna samo sebe, ko je zavest budna. In ko se enkrat dotakneš te povezave, je nobene besede ne morejo več v celoti opisati. Pa vse dobro, vsem.